predstavniki medijev, lep dober dan na današnji predstavitvi kandidatk in kandidatov Slovenske ljudske stranke v volilni enoti številka 1. Ta enota poleg Gorenjske obsega oziroma gorenjskih regij v strankinem zemljevidu Gorenjske in Zgornje Gorenjske obsega še na vzhodni strani Kamnik-Komendo in na zahodni strani Idrijo in Cerkno. V naših vrstah predstavljam predsednika Slovenske ljudske stranke, gospoda magistra Radovana Žerjava in vse kandidatke in kandidate. 10 jih je, ker en kandidat zastopa 2 volilna okraja. Lepo je, da smo se zbrali v takem številu, kar pomeni, da medije zanima predstavitev naše stranke. Mislim, da bodo naši kandidati, seveda najprej pa tudi gospod predsednik, kaj pametnega povedali, takega, kar pričakujemo, in bo ta stranka tudi to napoved oziroma ta program v parlamentu potem tudi izpolnjevala in uresničevala. Vabilo je bilo naslovljeno z obeh gorenjskih regijskih odborov, Gorenjska, ki ga zastopam jaz, in pa Zgornja Gorenjska, ki ga zastopa gospod Marko Zupančič, ki pa je eden od kandidatov, zato pač sem pozdravil samo jaz. Zdaj pa kar vabim gospoda predsednika Radovana Žerjava, da pove svoj nagovor. Hvala. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav, dobro jutro. Tukaj v tem lepem vremenu smo prišli iz Ljubljane z mega lepo na sonček. To daje dobro energijo. Lep pozdrav seveda še specialno vsem odličnim kandidatkam in kandidatom. Eden sedi tudi celo tukaj pospredaj, da najbrž napaka, bi mogo tudi pozdraviti se nekje. Nisem z tega volilnega. So vse eno. Ja. Povedal pa so zram predsednik. Torej, želel bi uvodoma najprej nakazati nekaj programskih izhodišč, ki jih imamo zapisane v našem delovnem načrtu. Sem vesel, da vendarle ta volilna kampanja poteka v smeri dialoga oziroma izmenjave mnenj okrog posameznih programskih idej oziroma predvsem vsebine. Upam, da bomo na ta način zdržali seveda do konca in da bodo potem seveda ljudje res odločali na osnovi tistega, kar bodo politične stranke skratka poskušale skozi kampanjo tudi pokazati in dokazati. Torej, razmišljanja za prihodnost, vizijo, strategijo, cilje in ukrepe. Sam bi tokrat začel na koncu, oziroma 4 ključnih področij, ki jih imamo zapisani v našem delovnem načrtu. Začel bi pri 4. samooskrba Slovenije z zdravo slovensko hrano. To je strateško vprašanje. Ne strinjam se z tistimi, ki trdijo, da je preprosto nacionalni interes te države, da so trgovinske police polne raznega blaga, razne hrane od vse povsod. Jaz mislim, da je strateško vprašanje te države, ali bomo znali oziroma ali bomo hoteli pravzaprav pridelati dovolj hrane, da ne bomo lačni. V tem trenutku pridelamo toliko hrane, da se lahko nahranimo za zajtrk, torej zajtrk še lahko pojemo, za kosilo in večerjo smo pa lačni, govorim seveda o slovenski hrani. Naš načrt je, da to samooskrbo oziroma pridelavo hrane spravimo na nivo, da bomo po koncu tega mandata si še pridelali za kosilo. Torej, da bomo jedli slovenski zajtrk in slovensko kosilo. Za večerjo bo najbrž zmanjkalo časa in to bo naloga za prihodnji mandat. Torej, jaz mislim, da je potrebno dati kmetijstvu veljavo, ki mu gre, da ga je preprosto potrebno razbremeniti predvsem administrativno. Danes je situacija takšna, da kmet sedi več za pisalno mizo kot na traktorju in na takšen način seveda ni moč pridelati dovolj hrane. Druga zadeva pa je tudi, kar se tiče
davčnih obremenitev kmetijstva in z obremenitvami kmetijstva je preprosto potrebno končati in nehati, ker tako preprosto več ne gre. Tudi kmetijstvo se mora splačati, mora biti dobičkonosno, mora biti za tistega, ki se ukvarja s to predelavo hrane, tudi zanimivo. Tako se bodo tudi mladi lažje odločali za to, da bodo pridelovali za Slovenijo zdravo hrano. Brez tega preprosto tega ne bo. Tu se postavlja zdaj v zadnjem času tudi ključno vprašanje in verjamem, da bo tudi danes eno od zelo pomembnih tem vprašanje Mercatorja. Mercator je zagotovo eden od ključnih segmentov, kar se tiče samooskrbe Slovenije z slovensko hrano. In jaz seveda trdim, da Mercator kot tak ni nacionalni interes in se popolnoma zavedam in sem realen, da v Sloveniji ni dovolj lastniškega kapitala, da bi to pomembno podjetje, ta pomembna gospodarska družba ostala v slovenskih rokah. Tega se sam zavedam in poudarjam, ni nacionalni interes. Je pa strateško vprašanje za to državo, kaj se bo dogajalo z 10.000 zaposlenimi v samem Mercatorju, kaj se bo dogajalo z nekaj 10.000 zaposlenimi v živilsko-predelovalni industriji in kaj se bo dogajalo z slovenskim kmetijstvom. To pa je strateško vprašanje. In to pa preprosto državo in mene kot politika mora zanimati. Ker preprosto pogled rešitve lastništva Mercatorja skozi neko liberalno prizmo ne zdrži trezne presoje. In jaz trdim, da povezovanje Mercatorja z strateškim partnerjem, ki ima bogato in močno razvito vertikalo, preprosto ni dobro. Preprosto ni dobro. In sem absolutno proti, da se Mercator proda Agrokoru. Sem za to, da se najde pravi strateški partner, tisti, ki bo razumel našo specifiko, ki bo razumel, da tudi mi želimo se prehranjevati z slovensko hrano in ki bo dovolil, da se bo živilska predelovalna industrija tudi razvija. Jaz ne bi zahajal v preteklost in napake, ki so bile storjene takrat, ko še nismo bili v Evropski uniji in ko se je žal razvijala trgovina in ne razvijala proizvodnja. Ampak to smo zamudili. Zato je potrebno v tem trenutku biti še toliko bolj preudaren, še toliko bolj gospodaren in razmišljati za zdravo kmečko pametjo. Ali bomo ta segment uničili do kraja, še vse tisto, kar je ostalo, ali pa se bomo borili za to, da bomo jutri, tako kot sem dejal, pridelali tudi hrano za kosilo. Dotaknil bi se še ene pomembne točke. Veliko se v zadnjem času govori o davkih. Jaz govorim o tem, da je potrebno slovensko gospodarstvo razbremeniti, da mu je potrebno dati zagona za to, da bo omogočilo prihodke v državni proračun, da bo omogočili, da bomo izravnali javne finance in da bomo na ta način seveda sposobni financirati vse tisto, kar država preprosto mora in je dolžna financirati. Od socialnih transferjev do kulture, do športa in do vsega ostalega, kar seveda pride zraven. Brez tega, da bo gospodarstvo normalno funkcioniralo, preprosto to ne bo šlo. Zato govorim, da je potrebno gospodarstvo razbremeniti, davčno razbremeniti. Mi predlagamo znižanje davkov dohodkov pravnih oseb na 15%. Zakaj želimo to narediti? Zato, da bomo na drugi strani to akumulacijo, ki bomo s tem gospodarskim družbam omogočili, reinvestirali v investicije. Zato tudi predvidevamo olajšave na investiciji. Torej, gospodarstvo pustiti en del, seveda v skladu z, po moji oceni, zmožnostmi javnih financ, in da se ta del, da spodbudimo, da se ta del, ki se pusti gospodarstvu, reinvestira oziroma investira v nove investicije.
V Slovenski ljudski stranki vidimo kot ključni potencial za prihodnost in to bi morala biti po mojem oceni tudi strateška usmeritev. Usmeritev v spodbujanje mikro in malega podjetništva. Tudi zaradi tega predvidevamo v našem programu uvedbo pavšalnih davkov, s tem poenostavitev te davčne politike, če hočete, za mikro in mala podjetja, zato da se preprosto ti majhni ne bodo ukvarjali z administracijo, z računovodskimi servisi in z ne vem čem vsem, ampak da preprosto plačajo tisti delež, ki državi gre in potem pa naj delajo. Naj delajo in naj ustvarjajo in pustimo jih primer. Še več, te davčne pavšale bi jaz vezal na število zaposlenih za nedoločen čas. Torej, da bi ta davčni pavšal bil za tiste, ki ima več zaposlenih manjši, kot tisti, ki bi imel manj zaposlenih. Torej, da spodbudimo zaposlovanje, ne da silimo to podjetništvo v obvode, v izogibanje, v iskanje rešitev, zato da bi bili v tem poslovnem okolju konkurenčnejši. Dajmo jim možnost, da bodo zaposlovali. In še nekaj o tem je potrebno poudariti. Sem absolutno proti davčnim blagajam. In to je pravzaprav, bom rekel, proti utež. Skratka, ne davčni blagajni, pojdemo v pavšal, da bo nam enostavno in da bo lažje in da se ne bomo ukvarjali z stotinami problemov. Še eno zadevo, ki bi jo izpostavil v tem zvezi z davki. Mene resnično zanima in s tem sem se ukvarjal, se ne mislim ukvarjati samo v prihodnosti, ampak sem se ukvarjal tudi v preteklosti. Mene zanima, kaj se dogaja z davčnimi oazami. Tudi zato smo predlagali zakon o preprečevanju pranja denarja, da se začnemo resno spopadati z tem vprašanjem. Torej, finančne transakcije v davčne oaze je nadaljevanje nekega pohlepa, ki je to državo spravil v stanje, v kakršnem je. In jaz mislim, da mora ta država uporabiti vsa razpoložljiva sredstva in vse inštrumente, ki jih ima na razpolago, da pridemo v resnici do dna in da vidimo, kaj se tu dogaja. In zakaj se to dogaja. Jaz se ne strinjam z tistimi, ki trdijo, da so seveda finančne transakcije zakonite. Ne? Morda so res zakonite. A so moralne? A so etične? A so to za tiste, ki to delajo, oziroma ali je to pošteno do tistih, ki pa redno v Sloveniji plačujejo davke, vse, od prvega do zadnjega. Drugi, ne, pa bodo iz pohlepa, zato da bodo na razliki v davčni stopnji prislužili še kakšen evro, ne, rajše šli na Ciper, ali pa Lichtenstein, ali pa na Kajmanske otoke, ali kamorkoli drugam. Hkrati pa prišli v Slovenijo, pa zahtevali, da se davčna stopnja za DDV dvigne za 1%. A je to pošteno? Jaz mislim, da to ni pošteno. Da je to norčevanje iz tistih podjetnikov, ki pa vendarle vidijo v Sloveniji svojo domovino. Ne? In tem podjetnikom je treba pomagati, tisto pa potrebno pogledati, kaj se dogaja. In obsoditi. In ne moremo politiki javno govoriti, da je to nekaj sprejemljivega, da je to nekaj normalnega, da je to skratka skoraj da so tisti, ki to ne delajo, da so neumni, da to ne počnejo. Mislim, na takšen način seveda se te države ne da voditi. In spomnil bi vas, Angela Merkel je lani uporabila vse inštrumente, ki jih ima nemška država za to, da je razbila takšne zadeve. Tudi obveščevalne službe je uporabila za to, da je razbila tiste, ki so se iz nemške države preprosto norčevali. Norčevali na pohlepen način. Ne? Torej, mene ne zanima, kaj se z mojo državo dogaja. Važno je, da bom jaz veliki kapitalist, da bom jaz bogat, da bom imel jahto in ne vem kaj še vse. Kar bo pa z državo, pa me ne zanima. Hočem pa imeti seveda vrhunski zdravstveni servis, vrhunski zdravstveni sistem, hočem imeti vrhunske šole, hočem imeti avtocesto do svojega dvorišča, hočem imeti in sploh. Davke bom pa plačeval na Cipru. Jeli. Ne? Super.
Skratka, jaz se s tem ne strinjam in bom naredil vse, da pridemo do dna, tudi na tem področju, kar se tiče davčnih oaz. Zanima me, kdo to počne, kdo so vsi tisti. Da počasi zaključim, da se res ne bom dotikal vsega. Želel bi seveda našim odličnim kandidatom, med njimi sta dva župana, dva bivša župana, skratka odlični ekipi tukaj na Gorenjskem, en vrhunski rezultat. Verjamem, da bo Gorenjska tokrat presenetila, kar se tiče Slovenske ljudske stranke. Da bo rezultat bistveno boljši, kot je bil na zadnjih volitvah, ne samo lokalnih, ampak tudi državno-zborskih, ker smo se dobro pripravili, ker imamo dober delovni načrt in ker vemo, kaj hočemo. Hočemo, da bi preprosto vsi ljudje živeli od svojega dela, da jih ne bi bilo strah pred izgubo službe, strah pred takšnimi ali drugačnimi socialnimi problemi in da bi vsi skupaj verjeli v pravno državo. In zato se bomo borili z vsemi štirimi, to lahko zagotovo obljubim. Hvala lepa.